kamera teče, zvok teče, akcija. Živijo. Moje ime je Jan in tole za mano je moj prvi električni avto. Kupil sem ga 3 mesece nazaj in z njim prevozil dobrih 10.000 km, ter si tako ustvaril eno realno mnenje o e-mobilnosti. Hkrati pa dobil ful enih vprašanj od svojih prijateljev, znancev, pa tudi takih, ki jih ne poznam prav dobro. Ker so me ustavili s tem avtomobilom, pa mi postavili določena vprašanja. In zato, ker na internetu ne obstaja vsebina, ki bi dobro obdelala temo e-mobilnosti, tako celovito, pa iz lastniškega vidika, sem se odločil, da začnem pripravljati tele videe. Pejte z mano eno tako zelo zanimivo, pa po moje tako eno luštno potovanje. Gremo, akcija! Res ne želim krasti časa, ampak rabiš pa par osnovnih informacij. Kar tukaj iz mojega studia, kjer bo cela zadeva nastajala. Daj mi tam 45 sekund do 1 minute. Prvič, serija Moj prvi električni avto bo predvidoma objavljena vsako nedeljo na vseh mojih družbenih kanalih. Na YouTubeu, Facebooku, Instagramu, pa tudi na TikToku. Ampak jaz bi želel, da se čim več pogovarjamo na YouTubeu, tako da prioritiziral ali pa najprej bom objavljal tam. Drugič. En del epizod imam že zastavljen. Zastavil sem jih pa tako, da sem zbral tista najbolj pogosta vaša vprašanja. Torej vprašanja, ki so mi zastavili popolni neznanci, ki so me videli z električnim avtomobilom, pa tudi prijatelji. Teh epizod bo nekje 12 in bo odgovarjala tudi na vprašanje, med drugim, zakaj sem se odločil za nakup električnega avtomobila 2022 in zakaj verjamem, da me bo v naslednjih 5 letih ta avto stal pol manj od običajnega. Hkrati bom mogoče odgovoril, kako enemu takmu skupnemu stanovanjskemu objektu priti do lastne vtičnice za električen avto. Povedal vam bom svojo lastno izkušnjo, kako je potovati 1000 km z električnim avtomobilom in kaj to vse skupaj prinaša, katere aplikacije za načrtovanje poti uporabljam in kje so pravzaprav te izzivi e-mobilnosti. Valjda, nekaj sem še pozabil, ankete. Torej, redno na svojih družbenih profilih, torej na Instagramu pa na LinkedInu objavljam ankete povezane z e-mobilnostjo. In te mi dajo pravzaprav vaš utrip ali pa vaše mnenje o električnih avtomobilih. Zato bi vas prosil, da me sledite na LinkedInu pa na Instagramu, pa da ne bo več ta en sam 500, torej 500 odgovorov na anketo, ampak vsaj 1000. Tako da bomo dobili en tak utrip, kaj si Slovenci mislimo o električnih avtomobilih. Ampak, kar je v bistvu najbolj pomemben, vsebine ne želim ustvarjati sam. Želim, da jo ustvarjamo kot neka skupnost. Torej pomeni, da vi za svojimi komentarji pod temi videi v bistvu izraste svoje mnenje ali pa tudi nestrinjanje z mano. In tam, ko bo veliko teh konfliktov, ko bo v bistvu veliko enega trenja, bom jaz poskušal najti inspiracijo za nove teme in vam odgovoriti na ta vprašanja. Res, vzel si bom cajt in se posvetil določeni temi in jo razgradil, tako da bo koristila tudi vsem ostalim, ki bojo gledali te videoposnetke in da bomo določene stvari enkrat za vselej razčistili. Ok, ampak zakaj čisto zares nastajajo te videoposnetki? V zadnjih 3 mesecih lastništva tega avtomobila je k meni pristopilo ogromno enih ljudi, ki mi je postavilo relativno podobna ali pa celo identična vprašanja. Hkrati pa sem samo gotovo, da jim zelo težko enoznačno odgovorim, ampak da so to kar neke teme za take malo bolj poglobljene video vsebine. Tudi zato sem se odločil, da pripravim serial videov, ker na drugi strani opažam, da je kup enih mitov o e-mobilnosti. Ja, čisto napačnih prepričanj o električnih avtomobilih. Oziroma je tukaj kup enega neznanja pa ene zmede. Mislim, res je cel kaos. Zdaj, tudi sam sem imel kup enih napačnih prepričanj o e-mobilnosti. Najprej sem pričakoval, da bom vozil z električnim avtomobilom ful počas. Pol sem bil 100%, da bom zelo veliko časa stal na teh quick chargerjih za avtomobile in s tem zgubil precej časa. Ampak realnost je čisto drugačna. Najbolj so me zmotili miti ali pa celo na nek način razjezili, ker ljudje imajo res napačna prepričanja. Določene stvari vzamejo iz konteksta in jih postavijo v svojo navidezno realnost. Električni avtomobili pa so zaradi tega v bistvu na enem takem posebnem udaru. Meni osebno se je zgodilo, da ko sem pripeljal električni avto v garažo, je ful sosedov skrbel, da električni avti gorijo. Torej gorijo pogosteje ali pa se vnamejo pogosteje od običajnih vozil. Resnica je popolnoma nasprotna. Tako da sem se odločil, da se čisto vsako epizodo ukvarjam vsaj z enim mitom in vam ga probam argumentirano ovreči. Lahko pa valjda tudi mit predlagaš ti s komentarjem pod tem videom. A ja, pa tole bo ena taka ful trajnostna pa ful zelena tema.
Ne, moram te razočarati. In v mojih očeh so električni avtomobili samo ambasadorji zelenega prehoda. Del, ki se bo dotaknil vsakega izmed nas in bo zelo spremenil naše navade. Niti slučajno pa ne tisto, kar bo rešil svet. Moje mnenje namreč je, da sončne elektrarne na strehah naših hiš, pa polja vetrnih elektrarn ne bojo bistveno vplivali na naše življenjske navade. E-mobilnost pa meni svoje zakonitosti, ki pa bojo vplivali na vsakodnevne navade posameznika. Kako naj povem, avto bomo malo drugače uporabljali, kot ga uporabljamo do zdaj. Ampak dajmo pogledati malo cifre. Sej ne bom tečen statistiko, sam za prvi okus. Torej, zakaj nas prehod na električne avtomobile sigurno ne bo odrešil? Lej, celoten promet predstavlja nekje 18% toplogrednih izpustov. In od tega osebni avtomobili samo tam ne 8%. To je res ful malo. Tudi če danes zamenjamo vse klasične avtomobile za električne, sveta ne bomo rešili. Zato so zame električni avtomobili samo kamenček v mozaiku. Kamenček v mozaiku tega celostnega prehoda družbe. Valjda se bom lotil pa tudi teme, koliko so zeleni te električni avtomobili. Tisto, kar nas v bistvu čisto res vse žuli. Ampak vseeno, obljuba dela dolg. A o čemu govorim? Čakaj. Slovenija se je zavezala, da do leta 2030 zmanjša toplogredne izpuste za 55%. To je res ogromno. Torej, tudi če jutri zamenjamo vse avtomobile in jih nadomestimo z električnimi, bomo tukaj pridobili tam 7-8%, kar je v bistvu izjemno malo. Tako da osebno sem mnenja, da bi se vse ostalo lahko preoblikovalo kot ta mobilnost, in da bo pravzaprav naš srkov majhen človek, tako kot ponavadi. To je to, svet je takšen, nimamo kaj. Avtomobilistična industrija se je že obrnila in leta 2026, ko bo nastopil Euro 7, bomo v avtomobilskih salonih našli samo še hibride, pa električne avtomobile, običajnih pa več ne bo. Tako da, čez 4 leta, če te želi kupiti nov avto, se boste soočili z novo realnostjo, torej s to elektriko. Ampak a se splača kupiti električen avto v letu 2022? To zadevo bom razkril v prvi epizodi, kjer se bomo lotili moje kalkulacije oziroma moje računice za nakup električnega avtomobila. Razložil bom, v katerem scenariju lahko že danes z nakupom električnega avtomobila ful prišparate. V dobi 5 let tudi več kot pol, kot če bi kupili običajnega. Malo bomo debatirali, malo bomo pogledali, kakšne so cene, malo bomo primerjali enako drag klasičen avto, pa enako drag električen avto, pa bomo videli, kaj se zgodi, če ste lastniki tovrstnega avtomobila 5 let. Tako da tole je neke vrste trailer, napovednik, pilot tega, kar vas čaka v prihodnosti in zaradi česa se splača naročiti na ta kanal. Meni osebno so v epizodah moj prvi električni avto izziv spreminjanja vaših prepričanj. Namreč tudi sam sem imel čisto napačna prepričanja v e-mobilnosti. Pričakoval sem na nek način zelo konzervativno, da bom celo malo razočaran. Da bo ta električni avto lahko samo drugi avto v družini. Kakšni so pa čisto res moji občutki po 3 mesecih, vam pa danes ne bom razkril. Zato, ker je odgovor zelo večplasten. V bistvu ni enostaven. In tudi sam nisem še 1000% prepričan, da je pot z električnimi avtomobili ta prava, vem pa, da je del naše prihodnosti. Zato se pridružite v teh epizodah moj prvi električni avto, ful stvari je že pripravljenih in so ful dobre, tako da upam, da se bomo dobro družili, rabim pa vašo pomoč, vaše komentarje, vaše argumente in tudi vašo jezo. Ker je tema taka, ki zelo deli in se znamo imeti zaradi tega tudi zelo lušten, hkrati pa tudi zelo dinamičen. Tako da do naslednje nedelje. Vidimo.